Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Rdeča nit naše tokratne oddaje bo zdrava hrana. V studiu namreč gostimo predsednika Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine, Zvoneta Černeliča iz Dečnega sela pri Brežicah. Lepo pozdravljeni, Zvone. Dobro večer. Nekako imamo občutek, da se v zadnjih letih ljudje vedno bolj zavedamo pomena zdrave hrane, da ne segamo samo po najcenejši hrani, ampak da se tudi zavedamo, da je zdrava hrana, domača hrana pomembna za naše zdravje. Vi ste ekološki kmet že 10. leto, ugotavljate tudi vi v praksi tako? Ja, res je tako. Tudi jaz ugotavljam, da je tako. Ta povpraševanje po tej hrani se povečuje, interes je vedno večji doma na dvorišču, potem v šolah, potem na tržnicah, potem preko klicev, preko internetov, preko telefonov se povečuje. Tudi ljudje so se začeli zanimati za to hrano, da si jo sami na vrtovih pridelujejo, bolj tudi kmetje, kar je dobrodošlo, so se začeli zanimati za pridelovanje take hrane. Žal še vedno premalo, ampak vendar opazni so premiki, sicer to ne gre zelo strmo nagor, ampak gre. V letošnjem letu se pa to se mi zdi še kar precej premaknilo, ker so tudi bile neke subvencije v to smer narejene strani države, tako da so kar že eni pozitivni premiki večji v letošnjem letu. Ja, gledala sem podatke, samo naše območje Dolenjske, Posavje, Bele krajine, napram letu poprej je kar zraslo število ekoloških kmetij. Ja, no, imam tukaj tudi nekaj podatkov, ja, je sicer kar nekaj zraslo teh podatkov. Največ jih je bilo tukaj imam, no, recimo v Krški občini je zraslo v letošnjem letu za 35%, oziroma 35 novih kmetov se je pridružilo, v Krškem 26, skratka na Dolenjskem, če lahko za Dolenjsko povem, se je povečalo za 17%, za Slovenijo 16%, po občinah pa največ v Brežicah, od tam, kjer jaz prihajam, za 52%, sicer je res številka bila prej manjša, 17 kmetij v naši občini, sedaj jih je še 26 plus. V Dolenjski regiji v Beli krajini je precej močno zastopano, najmanj pa tu v Novem mestu, ampak tu bomo pa še verjetno premaknili zdaj naprej. Ja. Vi, kot sem že rekla, se že 10. leto ukvarjate z ekološkim kmetovanjem in uspete prodati zelenjave, kar nekaj tukaj ste prinesli seboj v studio, tudi dišeče jagode, sedaj v oktobru. Uspete prodati doma in na tržnici v Ljubljani. Ja, meni osebno, zdaj, če je vprašanje to meni namenjeno, ja, in teh težav ni in v bistvu težave so nasprotne, da je teh pridelkov premalo. Povpraševanje je res veliko, jaz sem na tržnici 2-krat na teden v Ljubljani ob sredah in sobotah in povpraševanje je res veliko. Letos lahko rečem, da se je to še zelo premaknilo nagor. Prihajajo nove vprašanja, nove trgovine se odpirajo, največ v Ljubljani in vsi bi želeli imeti več zelenjave, vendar tudi ni to tako enostavno. Vidijo na tržnico, pridijo, imaš kar nekaj ponudbe, a bi še mene zalagali, ampak to ni tako enostavno se dogovoriti, vsi bi nekako bolj na zihar delali, z nekim večjim dogovorom pa trgovci niso pripravljeni. Recimo v času julij, avgust oziroma avgust je največ vseh teh plodov in takrat so ljudje na dopustih, šole so zaprte in mi imamo pa takrat največ tega in je to takrat malo težje prodati. Tako da moraš biti tudi previden, ampak mi to rešujemo na način, da tudi kaj predelamo oziroma da pač to prodamo tudi tistim, ki predelujejo, da se te stvari rešujejo na tak način. Ja, doma se tudi proda zmeraj več. Ja, nedavno ob dnevu odprtih vrat ekoloških kmetij, ko smo se srečali na belokranjskih kmetijah, resnično z vsemi kmeti, s katerimi sem se pogovarjala, vsi so dejali, da
vas je premalo ekoloških kmetov, da je povpraševanje večje od ponudbe. Iz tega bi logično sklepala, da je to tržna niša. Govorimo o zelo visoki stopnji brezposelnosti, če govorimo o Beli krajini, pa tudi o drugih koncih Slovenije. Tukaj pa govorimo, da manjka. Ja, res je tako, manjka in to je priložnost za tako podeželje, ker je tudi brezposelnost sedaj velika in če bi se kmetje povezali, v našem društvu tudi strmimo za tem, bi vsekakor bila lažja prodaja potem, da bi imeli ponudbo večjo, večje količine, predvsem šole bi rade jemale po zimi, recimo kot nekakšne plodovke, korenje, to se prodaja, pa repe, koleraba, kislo zelje in tako zelja in por, ne vem kaj še pač ta zimska zelenjava. Če bi to imeli kmetje organizirano, bi vsekakor lažje prodajali, trgovci bi tudi to zagrabili. Če pa smo preveč razdrobljeni, sedaj zaenkrat, če to vsak za sebe prodajamo in zato se proda, ne. Vprašanje kmetov pa, ali se bi to prodalo, če bi jih bilo več, seveda bi se, ne. Slovenija ni velika, tudi je pa Evropa konec koncev lahko tudi priložnost, ne, za izvoz, ne, če bi bilo tu ne bi šlo, ne. No, v okviru združenja se vsako leto, ste mi pripovedovali, podate tudi na strokovne ekskurzije v Sloveniji in tudi izven njenih meja. Te fotografije so nastale na tem strokovnem popotovanju v Nemčiji, kjer imajo bistveno večje izkušnje z ekološkim kmetovanjem in ni primerljivo, kakor to počnejo v Nemčiji ali pri nas, kaj? Ja, res, tam so kmetije bistveno večje kot pri nas. Bili smo mi hodimo vsako leto na 2 ekskurzije, eno gremo v tujino, eno gremo v Slovenijo in tam so kmetije 180, tudi 300 hektarov ekološke, ne samo ekološke, biodinamične. No, na teh slikah vidimo to konkretno, ko držite v roki škropljenje z preparati biodinamičnimi, to grejo po njivah in škropijo na široko z zelo malo količino vode in teh preparatov, 40 litrov na hektar. Prejšnja slika smo videli, je stroj, ja, zanimiv stroj za obdelavo tal, minimalna obdelava tal, to smo bili na kmetiji, kjer obdelujejo zemljo samo 4 cm globoko. In na tej sejavnici, to je kot neki kultivator, dela zelo plitvo, 4 cm in ima obenem tudi 4 sejavnice na tem stroju. To pomeni, da potegne z enim potegom obdela zemljo in poseje 3 oziroma 4 kulture. Primer bela detelja, ki naredi kot eno zastirko na tleh, vleče dušik iz zraka, ki ga skladišči v koreninah, ne, na tleh. Zraven še ajdo poseje in recimo sončnico. In potem to vse vskali. Sicer ajda je malo v senci, ampak sončnica se dvigne najvišje in ima največjo moč, ajda pa vegetira. In potem, ko ta sončnica dozori, se to požanje in ajda pride do svetlobe in čez en mesec je ajda tudi primerna za žetev. In tako kmet naredi 2 žetvi v enem letu in temu pravi Nemci nadstropna žetev. In on v bistvu samo poseje in požanje. In s tem strojem on naredi, porabi 8 litrov nafte za 1 hektar, da to poseje in obdela. Do vsega spravila je pa še vse skupaj 30 litrov nafte, tako da to so bistveno manjše porabe energije in taka predelava ima bistveno manjši ogljični odtis. Tukaj mi je še ena fotografija padla v oči, ki je tudi iz te kmetije v Nemčiji. Kaj je pa tole? Ja, tudi to, no, so tudi pri nas na naših ekoloških kmetijah je to enako. To so kompostni kupi iz hlevskega gnoja, kjer se hlevski gnoj na ekoloških kmetijah ne uporablja, tudi pri nas je tako, se zvozi ven na kup in se naredijo takšni večji kupi, ampak ne preveliki, dolgi, 2 metra širok, 1,5 metra visok in potem se te kompostni kupi cepijo z biološkimi preparati oziroma biodinamičnimi, noter se stavijo razni preparati. In če lahko povem kar nekaj o teh preparatih, to so doma narejeni preparati, recimo regrad, preparat iz regrada, iz kamilice, hrastovega lubja,
armana in na sredini pride kopriva. In mi to postavljamo te preparate v 4 točke. Če imamo tak večji kompostni kup, je to 1 točka 1 meter oziroma 1,5 metra tle in tako v kvadrat. Na sredini postavimo koprivo. No in ta kopriva ima največ vseh teh vitalnih energij v sebi. Koprivo bi mogli mi spoštovati zelo bolj, ne pa jo eni, ko jo škropijo in z herbicidi in doma nam je povsod na pot. Kopriva je res, ona ima vse vitalne stvari v sebi, železa veliko, iz nje se borimo proti škodljivcem, z njo se borimo proti škodljivcem, gnojimo z njo, delamo vitalne rastline. No, in ona ima tu v kompostnem kupu posebno mesto, tako da ta kompostni kup se naredi vitalen, zdrav. In s tem kompostnim kupom potem mi zdravimo zemljo. In tu se začne borba pred pleveli in škodljivci. Tisto vprašanje, ki so nam postavljena, s kom pa škropite, oziroma nekateri si predstavljajo, da se v ekološkem sploh ne škropi. Seveda se škropi, čeprav ni nujno vseh pridelkov, ampak v biodinamičnih zadevah se pa te preparati sploh uporabljajo večkrat. Ampak to preventivno, to je treba vse prej začeti. Ti naravni, doma pripravljeni. Doma pripravljeni, ja. Ko enkrat bolezen gor, takrat se več ne da veliko reševati, takrat je vse prepozno. Preventiva, tako kot pri človeku, pomembna. Tako, preventiva. To pomeni, da je prvo zemlja, tla moramo imeti zdrava, semena moramo imeti zdrava in potem iz tega zraste zdrava rastlina, ki je tudi odporna proti boleznim in škodljivcem in tako je pol manj bolezni od škodljivcev. In ko to enkrat daš skozi, vidiš, da si prej narobe delal, in to kemijo, ki si jo drago plačal, ki ti je samo škodo delala, vidiš, da je to zgrešeno. Da ne govorimo o zastrupljanju vode, zemlje in tega. Ja, res pa je, da še vedno ljudje največ kupujemo v teh trgovskih centrih, kjer smo se sicer zdaj navadili prebrati, pa ni nujno, da vse povsod piše tisti listek, iz katere države prihaja zelenjava in na žalost jo prihaja zelo malo iz Slovenije, ampak vseh koncev sveta. In mislim, da smo postali bolj ozaveščeni okrog tega, zakaj ta zelenjava, kupujemo vitamine, pa velikokrat kupimo strupe. Ja, zakaj? Vendar okus je tisti, ki stranko prepriča. Pa cena, pravijo. Cena, dobro, cena je tako, ampak okus na tržnici, ko prideš ti z eno zelenjavo, recimo s takšnim korenčkom, mi je povedala ena gospa v Ljubljani, da ona točno ve, od katerega pridelovalca ekološkega je njen mož prinesel korenček. Ljudje, ki uživajo tako hrano, se tem ljudem okus izboljša in te ljudje, ki tako hrano uživajo, tudi takoj povejo, to pa je res dobro, ne. In ja, ta okus je tisti, ki to privabi. Glejte, vendar kmetje imamo največjo priložnost prodati svežo zelenjavo in tudi stranka, ki od nas kupi, ima to, kako ne rečem, srečo, da lahko to dobi, ne. Ker je ta zelenjava bila nabrana včeraj ali celo danes, ne. In kdo je blizu tržnice, je celo uspe zjutraj zgodaj nabrati. In to je najbolj sveže, kar je možno in to se čuti, ne. In včasih, ko zmanjka na tržnici, pa pravim, se imajo tam v trgovini tudi, ampak pravijo, to ni primerjave s tistim, ne. Tudi te večje pridelave v Italiji, ki so te zelenjave, sledijo tudi trendom integrirane pridelave. Ne mislim zdaj na strupu, tu seveda ni, ne, ampak mislim na obiranje ali kaj takega, ne, da se te pridelki obirajo pred zrelostjo, ne. Mi obiramo to tik v zrelosti, ne, tako jagoda tu je pač zrela, popolnoma zrela in to je ta prednost, ne. Papriko, če gledamo, pride do ene barve, plod mora dozoreti in tisto je ta prava barva in ima več vitaminov in okusa v sebi. Ja, pa recimo, meni se zdi, da je en lep primer česen. Česen, domači, slovenski, z ekoloških kmetij, ima neprimerljivo aromo, okus z česnom, ki ga kupujemo v centrih trgovskih, ki je praviloma iz Kitajske. Ja, česen je naravni antibiotik, to bi vsi morali se tega zavedati in ga več uporabljati, kljub temu, da
Celo predsednik države, ki je bil na naših kmetijah, se je pohvalil, da ga tudi uporablja, ga je. Res, ta česen ima drug okus. On ni obdelan z kemičnimi preparati, naprimer Kitajci ga sevajo, ne. Ta česen gre skozi sevanje. Si predstavljate, da date česen v reaktor v Krško, ne, in je to sevano. In tak česen, ki posadite, on ne kali, to lahko probate doma, ne, na vrtu. Malo sklije, ampak nič ni od njega, ne. Ta česen, ki ga pa mi svoje seme predelujemo že sedaj leta in ki je predelan po biodinamiki, recimo konkretno ta česen je bil z ene kmetije iz Bele krajine in je res, da ne rečem, vsak je skalil, ne. Lansko leto so kmetje slovenski kar precej česna nasadili, ne mislim zdaj na ekološke, na klasične, ampak jim ni najboljše uspel, koliko slišim, nekje samo 10%, ker ni bilo pravo seme, ne. Seme je težko dobiti, no. In mi doma na kmetijah, na vseh ekoloških kmetijah, koliko mi je znano, težko povečamo količino česna, ravno zato, ker je težko si pustimo toliko semena doma. Enostavno stranka toliko poprašuje za tem česnom in mi šparamo doma, ne vem, še tistih 50 kil za posaditi za sebe in pride stranka, pa daj mi kilo in to ti pol zmanjka, ne, tako da počasi ga povečujemo. Ampak to je res priložnost za slovenskega kmeta, česen, pa še marsikaj druga, ne, zakaj se ne bi tega lotili in če bi imeli tega več, bi tudi trgovci bili zainteresirani za njega. Se pravi, te majhne, tudi hribovske njive in njivice, ki niso primerne za konvencionalno kmetovanje, za ogromne stroje in velika polja, ki jih nimamo ravno veliko v Sloveniji, so pa primerne za ekološko kmetovanje in bi bile lahko en vir dodatnega zaslužka ali pa celo preživetja. Seveda, absolutno. Seveda v hribih so bistveno težje načini predelave, ampak jaz pravim, v hribe naj gre živinoreja, tam naj se živina pase na tak način. Na tistih njivicah manjših, kjer pa je, seveda se predeluje lahko zelenjava, se lahko predeluje v hribih jagode, zakaj pa ne? Nobeden se recimo na nekje visoko v hribih ne spomni, da bi predeloval jagode poleti, ne? Mi v nižinah imamo jagode že zelo zgodaj in takrat naše jagode poidejo in recimo julija jih pa več ni. In takrat nekje na eni višinski kmetiji bi pa to bilo možno predelovati ali češnje ali ne vem kaj. Kot smo videli pred 2 leti na eni znameniti kmetiji v Avstriji pri enem gospodu Sepo Holcerju, to je svetovno znani kmet, ki je prišel k nam v Slovenijo predavati in je bila dvorana za 700 ljudi premajhna. Pri njem je tudi vstopnina na kmetijo 50 € za ogled kmetije, ki je prislonjena za hrib, dobesedno na 1100 do 1500 metrov ima kmetijo in tam pri njem je vse videti. On ima sistem permakulture, to pomeni, da je živali, rastline, vse je v enem sožitju in prav vse se samo rihta, no, če lahko tako rečem. Recimo, kaj smo tam videli, kako se kokoši zavarujejo pred jastrebom, pred napadalci iz zraka, da imajo te vietnamske prašiče zraven in jastrebi se bojijo tega prašiča in ni potrebna nobena mreža zgoraj, ne. In da prašiči tista jabolka poberejo sami in on te prašiče proda preko salame, recimo, ne. Ali prašičereja, recimo, ne, kako pri nas je kriza za prašičerejo, ampak kmetje ne razmišljajo, tudi stroka v to smer premalo naredi, da bi kaj drugače kmetovali, ne. Prav na takih malih kmetijah, recimo, so priložnosti prašičereja. V tujini vidimo, tudi pri nas se zdaj že najde kakšna prašiče spustijo na njivo. Ogradijo z električnim pastirjem, z 2 trakovi, kot za konja in spustijo jih v nek predelek, recimo topinambur, to je divji krompir. Ta krompir prezimi čez zimo in nekje v maju mesecu je on primeren za pobiranje. In prašiče kmet spusti na to njivo, oni preorjejo to njivo, poberejo ta krompir, preorjejo njivo, pognojijo njivo in kmetovo delo je samo to, da privablja radovedneže, turista ali pač take, kot smo bili mi, pokaže način te pridelave, pove, kako je to meso dobro, kar tudi je, ker je to brez žit pridelano, ker žita, koruza, to ekološki kmetje ne uporabljajo. Recimo tudi živina na ekoloških kmetijah praktično ne pozna žit, ne. To je v našem primeru zgrešeno, da mora živina jesti žita, še ljudje jih imajo premalo, ne.
No in v teh primerih, ko govorimo nekje v tujini, prašiče potem prestavi na drugo parcelo v ječmen in tam se prašiči hranijo z ječmenom, tu pa kmet poseje njivo z drugo kulturo, ne. Ali je v kooperaciji z recimo ovčerejcem. Ovce povrgavajo spomladi v mesecu maju in takrat ima sirotko in ta kmet da prašičem sirotko in do jeseni prašiče pač pospravi in čez zimo recimo ne rabi sploh hleva, ne rabi nič, ne. Ali ima take majhne hišice po polju, ne, da se tam prašiči noter čez zimo, ne. Ja, vi imate razen zelenjave, nekje sem prebrala, da jo znate tudi 15 ton letno pridelati in tudi prodati, imate tudi govedo. Ja. In to ne v hlevu. Ne v hlevu, no imamo tudi hlev, tu na sliki vidimo, kako je živina na prostem, krmilnik, da ni potrebno, da se živina krmi v hlevu, seveda mi imamo hlev, zimski hlev, mislim, da je tudi tam ena slika nekje, kako so krave lahko po zimi od zunaj. To je tudi en hlev, ki ga izkoristite za izobraževanja oziroma za obiske na vaših kmetijah. Tako, to je en del našega hleva, ker pač midva z ženo sva pred 20 leti kupila eno manjšo kmetijo, 3 hektare, sedaj imamo še kar precej v najemu. No, ta hlev sicer ni naš, je iz Nemčije, ampak naš hlev je podoben, to pomeni, ekološki hlev mora biti odprt, popolnoma odprt in nastil. Tukaj vidimo nastil, se gnojevka v zelo malih primerih uporablja, nastil in iz tega gnoja delamo potem kompost. No, naše živali so celo leto na paši, to pomeni od začetka aprila pa do pozne jeseni oziroma v povprečju, lahko rečem, da v decembru zapiramo živino, ker imamo res površin veliko oziroma malo obremenitev na hektar, 0,7 glave na hektar. In tako lahko pasemo zelo dolgo, do decembra. In potem, no, kot vidimo tu na sliki, zapiramo v ta hlev, ki je lesen hlev. Kot sem omenil, pred 20 leti sem midva prišla na to ženo, na to kmetijo z 2 otroki, zdaj sta še 2. Imate 4 otroke, bo kdo nasledil? Ja, imamo kandidata, ja, sedaj hodi v prvi letnik višje kmetijske šole na Grm, tu je končal srednjo kmetijsko, tako da recimo, da bo, ne. No, okrog živine še to, da ker smo imeli to zemljo vso v najem, doma je bilo v domačem kraju premalo prostora in se je to razširilo sedaj že v 7 vasi, tako da živino pasemo v 7 vaseh, trenutno so na 6 lokacijah in pač s tem si ne delamo težav, živino pač je treba malo imeti nad pregledom, da imajo vodo, da imajo krmo, ampak to nam tudi popazijo te domačini, od katerih mi vzamemo kmetijo v najem, tako da je to res v enem sožitju, teleta se sama tam povržejo na paši in po zimi imamo samo malo več dela z njimi. Ja, torej, gospod Černelič, še veliko vprašanj mi je ostalo, ampak časa mi bo zmanjkalo. Vsekakor pravite, ekološko kmetovanje je priložnost za zaslužek, za preživetje in pridelki z ekoloških kmetij so pomembni za zdravje. Ne nazadnje omenili ste in omenila sva dan odprtih vrat ekoloških kmetij, na katerim sem poslušala tudi zanimiv podatek, ki mislim, da bi nam moral dati vse misliti o solati, ki raste v hladilniku. Primer, ki se je zgodil v Sloveniji, slišala sem ga iz več različnih ust, tudi vi ga poznate, kaj? Ja, ta zgodba je sedaj prišla tudi v Slovenijo, že poznamo jo kar en lep čas iz Amerike prišla, kjer je gospodinja sedaj, ali to kdo verjame ali ne, ampak je za razmišljati o tej smeri tudi. Šla je pač gospodinja na dopust, po 14 dnevih pride domov, odpre hladilnik in je pustila noter eno solato in jo kar vrgla nazaj, ker je bil poln hladilnik te solate. Ta solata je rasla naprej, ne. Kaj pomeni gensko spremenjeni organizmi? Ravno ko smo pri solati, mi solato, ko odrežemo, takoj izgublja vitamine, največ izgublja C vitamina. In vrli znanstveniki, ki vse pogruntajo, so pogruntali, da se da nadomestiti C vitamin z živalskim C vitaminom. In tega so našli v podgani, si predstavljate. Pod kožo podgane in križajo gen živalski z solatom. In to potem mi uživamo, ne?
Ja, je pač temu tako, da se sedaj začenjamo zavedati tega, da je zdrava hrana pomembna in da začnemo razmišljati, kajti vedno dražje postaja biti bolan. Še veliko bi lahko govorila, ampak kot že rečeno, časa nama zmanjkuje. Koliko vas je na Dolenjskem Posavju in Beli krajini združeni v združenju, ki mu predsedujete, Združenju za ekološko kmetovanje? No, številka je 140, nekaj manj pa za plačano članarino. In ta številka se pa sedaj kar povečuje. Ekološko tržnico imate že kar nekaj časa. Tako, v Novem mestu vsak petek, tudi soboto, tako da vabljeni na to tržnico, tam imamo kar nekaj ponudbe, tudi na te vse domače kmetije, vabimo željne te hrane. In ponujate vsem, ali skrbno skrivate vsak svoje znanje, ali ste ga pripravljeni deliti tudi z drugimi izkušnje, z nekom, ki zdaj razmišlja, morda je ostal brez službe, ali mu pa to grozi, da se bo zgodilo in morda pomisli, da bi bil čas, da tista njiva, ki je doma zaraščena, jo začne obdelovati. Upam, da iz mojega intervjuja ni bilo to razvidno, da mi ravno nasprotno delamo, ravno to je naše poslanstvo, da bi radi, da bi to vsi delali, popolnoma vsi. Jaz nočem biti v vasi sam ekološki in da samo jaz prodajam. Popolnoma za vse je prostor in v našem združenju delamo ravno te stvari. Ravno zdaj, mesec oktober, je čas teh predavanj, ki jih vršimo po občinah in s takšnimi ekskurzijami, raznimi okroglimi mizami, ki jih pripravljamo. Takšna zadeva, kot je sedaj, dnevi odprtih vrat, tako osveščamo javnost. Najbolj pa preko šol, da delamo tudi pred osnovnim šolam tržnice, najbolj se je prijela pri nas v Brežicah, da vzgajamo otroke oziroma starše preko otrok. In to je največ vredno, kajti otrok, ki pride na eno kmetijo, na eno tržnico in ko poskusi en takšen plod in otrok pove iskreno, ali pa ko pride na kmetijo, pravi, tako pa še res nisem videl, zanimivo. Pri nas ni videti nekih, govorim o kmetijah ekoloških, ni videti nekih specialnih takih strojev, čeprav tudi so že. Ampak se vidi neko tako normalno življenje in en malo, kako ne rečem, višji interesi, da nam ni denar vse na prvem mestu. Da nikakor ne skrivamo tega znanja, ga ponujamo, ampak žal nam pa vsi ne verjamejo. Nas še imajo za čudake, čeprav vedno manj, ker vendar je malo kmetij, oziroma jaz skoraj ne poznam, da bi katera propadla že. Tistega, ki začne. Ja. Torej, tudi midva sva danes po eni strani ponudila našim gledalkam in gledalcem v razmislek, kaj je zdrava hrana in zakaj zdrava hrana, po drugi strani pa priložnost za ali dodatni zaslužek, ali za vrtiček doma, ali pa tudi zaslužek za preživetje, kar ekološki kmetje dokazujete, da se da. Zvone Černelič, predsednik Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele krajine, jaz se vam zahvaljujem, da ste svoje znanje in izkušnje delili tudi z nami in upam, da bo ta porast iz leta v leto večji, da se bomo res zavedali, da je zdrava hrana temelj našega zdravja. Tudi meni je bilo prijetno klepetati z vami. Hvala lepa. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost. Prepričana sem v to, da ste razmislili ob poslušanju mojega današnjega gosta, kaj je tisto, kar dajete doma na krožnik. Morda je prišel čas, da se vrnemo na zemljo in začnemo tiste zarasle koščke njiv obdelovati. Pa lep, prijeten večer vam želim.